izjavo, ki govori nekako tako, da kot mestna svetnica oziroma mestni svetnik spoštuje mednarodne pogodbe in konvencije zakonodaje Republike Slovenije ter splošne družbene norme o nasilju in da bom v skladu s tem pri upravljanju svoje funkcije, kot tudi v osebnem življenju ravnal in si prizadeval za ničelno toleranco do vsakršne vrste nasilja, so podprli številni svetniki iz različnih strank. Namen te izjave je zelo jasen, obsoditi vsakršno nasilje v našem okolju in tudi jasno povedati, kaj je nasilje, kaj je fizično nasilje, saj se večkrat zdi, da se sploh pri politikih dejanja nasilja spregledajo in minimalizirajo oziroma prekategorizirajo v afero, incident ali celo spodrsljaj. Tukaj pred vami sem v imenu 10 svetnikov in svetnic, da tudi povemo javnosti, da obsojamo to vrstna dejanja. Ponosen sem na našega bivšega župana Franca Kanglerja, zato ker je imel velike pritiske, sami dobro veste, in da nikoli ni padlo na da bi sploh počel takšna dejanja, zato ker potem že davno ga več ne bi bilo. Mi se danes pogovarjamo tukaj o odgovornosti in nasilnem dejanju samega župana, zato ker smo Maribor, nogometno mesto, mu danes izrekamo rdeči karton, ki pomeni izključitev iz mestnega sveta. Mislim, da je treba povedati, da imamo ničelno toleranco, ne da si bomo k temu prizadevali in kot smo že večkrat komunicirali z javnostjo, mi smo 22. aprila vljudno prosili župana, da temeljito razmisli o tem, kaj se je zgodilo, da si vzame čas do 3. maja, torej čez cele prvomajske praznike in razmisli in sprejme, da rečemo, nek kontroliran odstop. Z vidika politične odgovornosti se pridružujemo kolegom svetnikov, ki so danes tukaj z menoj, da torej župan razmisli o dejanju. Kot župan in kot svetnik moramo biti družbi, predvsem mladim v zgled in se ograditi od vsakršne oblike nasilja. Župan si zasluži rdeči karton. Dovolj je bilo rumenih kartonov. Dobil je več kot 2 rumena kartona. Torej si zasluži rdeči karton, kar pomeni univerzitetne mesto Maribor, nogometne mesto, izključitev iz igre. Ali si bo pridobil zaupanje javnosti in na volitvah spet kandidiral, je njegova odločitev. Ampak ta trenutek je on iz igre izključen. Torej, jaz spoštovanega župana ne bom pozval k razmisleku, ampak kar k odstopu. Če je toliko, kot se danes slišalo, vsaj neke minimalne osebnosti pa karaktera, bi to mogel že zdavne narediti. Tudi meni jasno, zakaj se oklepati funkcije, kot je dejansko in tvoji nekdanji koalicijski partnerji, ter seveda opozicija postavi ogledalo, bi res se mora mogoče tudi gospod župan malo v tem pogledu v ogledalo.